predsjedatelj, je li vam poznat zakon o zaštiti države i jeste li znali da taj zakon zabranjuje svaku komunističku propagandu? Josip Broz. Ja zakon o zaštiti države nisam čitao, ali sam bio svjestan da svojim činom griješim protiv toga zakona. Ja držim da su prirodni zakoni viši od onih koje stvori jedna klasa da pritisne drugu. Ja sam za svoje ideale spreman žrtvovati i svoj život. In bi jaz v bistvu zdaj postavil, komu mogoče brani najprej, ker je bilo to ime omenjeno v tem krasnem uvodu, ker Tomislav Gotovac odrecitira oziroma odpoje v bistvu vse torej sodelavce pri filmu. Povemo še to, kako smo videli na koncu, to je leta 1971 bila diploma na Filmski akademiji, ki jo je naredil z odlično ceno in obenem koprodukcija tudi z centrom oziroma nekak študentski film, ampak že na nek profesionalni način delan. In tako še vprašam najprej dejansko tebe, da nam poveš malo več o ozadju dela na tem filmu, oziroma tudi kako se sam ti znajdu, ali bila to res taka improvizacija, kot zgleda, koliko časa se je snemalo, če se spomniš malo bolj mogoče. Ja, to je v stvari bio produkcija, producent je bila Akademija za film, radio, televizijo. Ne? To je edini projekt, kateri je producirala film, celovečernji film, kateri je producirala. To je diplomski rad Laze Stojanovića in uz cela ekipa su bili več ali manj studenti razen ovih igralcev. Su bili većinoma amateri. Kako se je snemalo je ogromna razlika, mislim, kot dan i noć, kako se snemaju donosi, kako smo mi snemali. Te strasti do filma, dela na filmu danas ni več. Takrat je bilo, svi smo tako od zjutri do zvečeri bili skupi kot ena družina, ko smo, fantastično je bilo, mislim, to je moj prvi film, na katerem se sodeloval, pod te sem sa Lazarom še bio, dvakrat smo snemali skupi eno antičko kuhnjo Apicijevo, tu u Ljubljani in Lazar je, mislim, samo snemanje je bilo prvo to, bilo je fascinantno dobro i bilo je za mene prva i lepa iskušnja i tad kad sam rekao film je to, kad bom delal v življenju in sem ostal na filmu. Samo da se ovom pomen, ko se spomnim, takrat nije bilo ni mobilnih telefonov, nije bilo kompjuterov, nije bilo celo faksa, nije bilo ni kopir mašine, sve smo to tipkali Indigo in tako naprej, bilo je čisto, zdaj je organizacija takšna, sedne se v avto in pozabil sem to, daj prid tam, takrat ni bilo, ne? Sve smo planirali, smo šli na snemanje in šli nazaj. Ima ih najmanje 2000. A ko su to Studoši. Okuženi su s milekima. Što da ih ne rastave? A što da ih rastave, to je za njih obična stvar. Daj meni da vidim. Viš šta? V tem času, po 68 letih, je bila ena svoboda in ni čudo, da je nastal taj film. Pa potem so spet se povuklo vse nazaj in Lazar je končal nažal pač v zaporu. Tom, kad je tekao niz taj Sremsku ulicu u Beogradu, mi smo ga postavili u jedan auto, sve je bila improvizacija, smo ga postavili, je bio go, smo ga postavili u en auto, do spodi ga je čakao drugi auto i je sve bilo improvizirano, bez dokumentarno je posnetao taj njegov tek. In še ena stvar, na iste mesto smo snemali, ko ste videli, na Palati Albanije je bila ta Titova slika od zgori do spodaj i on je govorio o jednom crncu, kateri su se tepli i sad tega kadra nije, ali je bio fascinantan kadar da je on ta ograja pa te rešetke, kad se je bio fotograf, sam se nekako postavil zraven kamere in se vidio da je on bio je kadar kako on s nogama tepe toga črnca, je bio, su bile te rešetke i odzad je bio Tito, ne, Titova slika, tako da tad je bilo jasno, da se iz tega bo nekaj naredilo več. V bistvu, Svetlana, že v tekstu Kinotečniku z naslovom Zlobni kolaž ste nekako opisala, kaj se je dogajalo potem
okoli tega filma in zakaj je potem dejansko ta film bil tak grešni kozel, v bistvu nedobro zdaj Vrana povedal, v letu 71 še nek liberalizem vlada, počasi že to se začne zatirati, maspok tudi v Sloveniji. Me pa zanima to, zdaj v bistvu gledamo film in vidimo marsikaj, vidimo neko asociativno montažo, ki nas napeljuje k temu, da kritizira sistem, da mogoče celo pač, ne se predstavlja, da je enači socializem s nacizmom, ustaše, četnike, partizani, vsi so isti. Vidimo scene pornografije celo, vidimo scene poljubljene dveh moških, ne? Homoseksualizma. Pač v tistih časih to ni bilo tako enostavno in tako direktno lahko povedano, ne? Ampak, zdaj, kakor vi veste in kakor je cela ta zgodba in vidimo v filmu, da še vedno napis, ker fali en kader, ne? Mislim, da kar je 30 sekund gledamo ta napis, ker je izrezan film. Glavni razlog, zakaj je bil ta film cenzuriran, bunkeriran in režiser Lazar Stojanović v zaporu, je čisto banalen, mogoče nam to poveste zdaj iz prve roke. Ja, ta kader je bil svadba Ljubiša Ristića z njegovo soprogo in prisoten je bil njen oče, ki je bil jugoslovanski general. In Udba je menila, da je pojav generalevega lika na filmu preveč nevarno, da tuji špioni lahko to izkoriščajo, kakorkoli že je pravzaprav to bil osnovni razlog. In film je, kot veste, bil v bunkeru, ampak aktiven ves čas. To je bil učni material za Udbo. Vse do 80 let, potem ga niso več uporabljali in potem so ga pustili leta 89 je prvič prikazan, pravzaprav nikoli prej ni bil prikazan, razen privatno nekateri deli, ki so bili ukradeni v postopku. Torej, ampak situacija je bila precej specifična, ne gre samo za nekakšen obrat od liberalizma, ampak nasprotno gre za neko obdobje, ki se je začelo seveda 68. leta. Jaz sem Lazara spoznala leta 66, ko sem mu prinesla kot uredniku Študenta zelo pomembnega dnevnika v Beogradu, ki so ga prepovedali, vsako tretjo številko so prepovedali. V glavnem zaradi Lazarjevih teh prilogov satiričnih, iz katerih je šla knjiga z Milivojem Majstorovićem, ki se imenuje Biće bolje. Ta knjiga je prepovedana praktično v istem času, 70. leta, in je pravzaprav na novo se pojavila šele prejšnje leto. To so satirični teksti, ki so res izjemno ostri. Ampak takšno je bilo obdobje. Torej, jaz sem Lazaro spoznala tako, da smo prinesla kritiko filma Vere Hitilove Marjetice. In on je seveda, kako bi rekli, vse rasturil tekst. Ampak je objavil in potem so sodelovala predvsem v tem dnevniku Študent in seveda 68. leta posebej v študentskem uporu v Beogradu na Filozofski fakulteti. Kot veste, zadeva se je končala s Titovim govorom. Vse druge fakultete so pač plesale kozaračko kolo, na Filozofski pa je odločitev bila, da gremo naprej. In potem je celo leto 69, ko so uničili komunistično stranko na fakulteti, vsi so jih vrgli ven, Lazar je bil član in vsi so se našli zunaj in potem je začelo zelo intenzivno delovanje, zelo intenziven aktivizem, ki se je predvsem naslanjal na proteste zoper Vietnamsko vojno. In potem zoper akcije v Kambodži in seveda vse drugo, kar se je dogajalo v teh časih. Torej, vsem nam, pravim, recimo 300 ljudi v Beogradu so nam vzeli potne liste, nihče ni mogel ven, vsi smo ostali tukaj in seveda aktivizem bil edina rešitev. Torej, Lazar je bil na listi in večkrat klican v Udbo zaradi svojih tekstov. Je bil dovolj dobro znan, že ena prepovedana knjiga, ogromno prepovedanih člankov, on je sigurno bil tarča. Preden je naredil film. Film je naredil v najbolj dinamičnem letu, kar se aktivizma tiče, ker takrat smo šli tudi na novo na ulice, protestirali proti Laosa, Kambodži, akcijo v Laosu, Kambodži, vse sorte, kaj se vse dogajalo. In so nas imeli vse v arhivih in so nas periodično klicali na
pač pogovore, zaslišanje. In 71. leta jesen je bil velik proces Vladi Mijanoviću, vodi študentskega gibanja, ki ste ga videli tukaj na filmu. Tista scena pri Podvožnjaku slavnem v Beogradu, in je on še takrat šel v zapor in takrat smo prvič bili že spet na ulicah, v celem Beogradu so bile demonstracije zoper to sojenje. In pa Lazar je v tem času delal svoj film pravzaprav, svojo diplomsko nalogo. In je bila velika stavka 4 šole, kako se je imenovala 71. leta, Filozofske fakultete, Filološke fakultete, Dramske akademije in vizualne oziroma umetniške akademije. Ta velika stavka je trajala kar nekaj dni in to so dogodki, ki so se povezovali. Na eni strani ste imeli stavko kakanskih rudarjev, ki so pač bili lačni, potem je bila naša stavka, ki je bila nekakšna solidarnost s kakanskimi rudarji, potem je pa bil festival kratkega filma v Beogradu, kjer so prikazovali filme o 68, o kakanskih rudarjih, o štrajku in stavki in tako naprej. In vsakič je bil incident. Največji incident, ki se ga spomnim, je bil prikazovanje Godardijevega filma Vzhodni veter, Zahodni veter, zaradi tega, ker smo slišali, da bo nekaj omenil Tita. In smo se vsi nabili, tisoče ljudi so prišli pred dom, tako imenovani dom sindikatov, in so na nas ustreljali v tem trenutku. To je bila takšna, tak veliki incident. Torej, vsak dan se je nekaj dogajalo ves tak čas in je 70. leta druga velika skupina je šla v zapor. Lazar zaradi filma, potem Danilo Udovički, pa še nekateri drugi so šli v zapor zaradi drugih zadev. Vse so jih, pravzaprav so ločili te glavne ljudi iz študentskega gibanja in enega za drugim so pošiljali v zapor. Tukaj vidite 2 lika, isto zgodovinska, ki se ne omenjajo z imenom Božidar Borjan, filozof, ki pojasnjuje, kako se kradejo knjige. To je bila splošna profesija vseh študentov, da pač umetnost kraje knjig, posebej seveda med sejmom knjig v Beogradu. Drugi pa Miljenko Žugorski, pesnik, ki recitira svojo poezijo in tista pesem, ki jo recitira Zidovi ali gde su vrata, je bila spremenjena v Zovite mi brzo Srđu advokata. To je bil Srđe Popović, pokojnik, ki je branil Vlado Mijanovića, Lazara in praktično vse te iz teh skupin. Torej, sojenja so bila ves čas, incidenti so bili ves čas, pa tudi dogodki so bili ves čas. Ves čas se nekaj dogajalo. Ne? In ko je Lazar šel v zapor, tam je našel Vlado Mijanovića, Danila Udovičkega, pa še nekatere druge. Med tem je recimo Božidar Borjan uspel emigrirati. In med drugimi, ki so emigrirali 72. leta, v tej situaciji je bil tudi Zoran Đinđić, ki je bil malce mlajši filozof iz te iste skupine. Ne. Torej, nekateri so uspeli pobegniti na različne načine, nekateri so bili v zaporu, nekateri smo bili brez potnega lista. In Vlado Mijanović in ostali in Lazar so v zaporu spoznali velikega albanskega političnega zapornika Adema Demačija, ki je bil leninist in zaradi tega je tudi končal v zaporu in ki je pravzaprav imel ogromnega vpliva na vse te ljudi. Torej, ko so šli ven 76. leta, je bila konferenca KEPS-a v Beogradu, tako imenovana Helsinška, kako se to imenovalo, Helsinška listina. Ja, in je Srđa Popović napisal peticijo in je odnesel direktno ljudem na tej konferenciji in smo 260 ljudi je v enem dnevu dobilo potne liste nazaj. In Lazar je seveda takoj šel proti Afganistanu, Indiji, Nepalu in drugim državam. Torej, samo za to dati kontekst, v kakšni situaciji je to narejeno. Potem je seveda bil konec ne samo liberalizma, ampak tudi Titovega nekakšnega komuniciranja pravzaprav z narodom, kar je potem je šel v obisk v Severno Korejo in potem, ko se je vrnil, smo to imenovali korejsko obdobje, kar je res zahtevalo te množične scene, vernosti in vse ostalo. Za nas danes tukaj je morda posebej pomembno videti Tita, kako je izgledal, kako slab govornik je bil, kako je lupetal, pa res blebetal, to je bilo grozljivo, samo si se lahko režal, ko je on govoril, res.
In ko danes vidite ta novi kult Tita, poslušajte starejše ljudi, ki se še spomnijo, kako je to izgledalo. Morda ni slabo imeti neko idejo, kako je to bilo. Ali ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna trvenja u pitanju investicije zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjeka. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati ni objekte. Ne možemo. Neki kažu, ovo je, kaže, odraz onoga što se događa u Francuskoj, šta se događa u Njemačkoj, šta se događa u Češkoj i tako dalje. Nije to tačno. Nije to odraz toga. To je odraz one naše slabosti koje su nagomilale, koje mi danas moramo rješavati. A ne kriviti sada, šta ja znam, neke utjecaje izvane i tako. Lazara, torej sem praktično poznala celo življenje, ko se vrnil je potem šel v Irak še, pa na neka druga mesta in potem, ko se v Ameriki je živel dost časa in potem je, vi to bolj še veste, naredil celo serijo izvrstnih dokumentarnih filmov, pa nekaj teh krajših spotov za Rekom, za organizacijo, ki se ukvarja z dokumentacijo žrtev v jugoslovanskih vojnah in z to veliko akcijo pomiritve. In pa jaz bi samo omenila nekaj, kar mislim, da je izjemno pomembno, kako je njegov talent pač eksplodiral na drugi strani. V 80-ih letih je imel nekaj izjemnih gledaliških predstav. Obnovil je Laterna magika oziroma Ples v črnem, v temi. To je delal, potem je delal še nekaj izjemno zanimivih predstav, eno o vojni v Bejrutu, ki se igrala v mestni hiši v Subotici. Kot da bi bilo letališče in ambient bil izjemen. In še serijo res dobrih predstav, ki jih je v tem obdobju uspel dobiti, predvsem zahvaljujoč pravzaprav pomoči Ljubiše Ristića. In med njimi je bila tudi Aristofanova Aharnjani, ki govori o človeku, ki je svoje dvorišče zaprl in ga odprl za mir, vojne vse naokoli. To je pa res bil dogodek v vzhodni Bosni in jaz sem mu prevajala ta tekst. In nekaj mesecev pred smrt mi je dal tipkano verzijo tega mojega prevoda, ki bi drugače bil izgubljen. Tako da seveda ni bilo kompjuterja in ostalega. In potem ti njegovi dokumentarci v 90-ih, ki jih je delal za Radio B92, dokler je še ta inštitucija imela smisel, med njimi pa posebej, mislim, da bi to bilo izjemno pomembno, da se tukaj morda vidi, to je Almost Serbs, film o Romih, ki zamenjajo imena, glasbeniki, ki zamenjajo imena, da bi zmagali na festivalu v Guči. In pa potem še dogodek umora mladega Roma, 11 let je imel sredi Beograda strani neonacistov oziroma skinheadov. In potem pa portreta Mladića in Karadžića in morda njegovo dokumentarno delo, ki je izjemno pomembno, in to so Škorpioni, družinski spomenar, kjer pač na osnovi materijala, ki ga je Nataša Kandić odkrila v videoteki v Šidu, pač ljudje so osvojili video, pa vzeli pico in pivo in gledali, kako Škorpioni ubijajo muslimane, mlade muslimane iz Srebrenice. In to je bil pravzaprav za Haški tribunal prvi materialni dokaz, da se je nekaj zgodilo, kar na istem mestu so res našli ostanke teh ljudi v istih oblačilih. In ta dokumentarec je pa res ubijavski. Jaz sem ga prikazovala svojim študentom in smo zmeraj imeli kakšno uro ali dve, da pač zaživimo že spet potem. Torej, če v bistvu samo to, ta kontekst, ki ste ga zdaj razložili, ni samo on bil tisti, ki je končal v zaporu, ker to pač mogoče danes ne vemo, ampak vseeno bi jaz Brano vprašal prej na Marku, damo še besedo. Vseeno se je pa med filmarji, ko je bil on zaprt, en strah po mojem naselil, oziroma se o tem govorilo, je bilo, reakcija je bila kakšna, so se prestrašili. Seveda, mislim, da se takrat Mak je takrat tudi šel, potem Makavejev je šel, pa Žika isto imel veliki strah, da je šel s akademijo. Veliko ljudi je šlo iz Jugoslavije takrat, mislim Makavejev, on je se pobral, svi su se ustrašili i nije bilo tako enostavno. To je, i kad je bilo najhujše to da je
Sreta Ivanović, ki je bil direktor filma, mi je rekel, da na sojenju bilo tako, da so celo te, kad smo končali snemanje, smo sedeli svako večer in smo se pogovarjali, žurka je bila svako večer, in pravi, da vse to, kaj smo se pogovarjali, je bilo na sodišču. Tako da je to malo bilo strah nas je bilo, mislim, što smo začeli tako, da se gledamo, kdo je sad pa taj, da je šel na, pa su sve to zbrali sve dokumente, ne, to je, mislim, ko se vrnem nazaj Lazar iz Amerike, sam se slatko žal, ne, sam ga čakal u Budimpešti, tad kad nije šlo tako, autoput nije još odprt, pa sam šel u Budimpeštu iz Ljubljane, pa smo šli za Beograd skupi, in se ga vpraša, kako ti je v New Yorku, kaj da bi ti povedal? Momentalno se največ sovraže kadilci in Srbi, a jaz sem eno in drugo. Marko, zdaj pa ti še povej, preden tudi še kakšno vprašanje prepustim, če se porajalo. Torej, ti si delal z Lazarom Stojanovićem na teh dokumentarcih oziroma o Rekomu, torej o izjavah oziroma pobiranju izjav žrtev zadnje vojne. In povej še kaj več v bistvu sam, koliko si bil in v bistvu koliko je, če sam tudi še omenjal potem klasičnega Jezesa, če se njemu sploh to vrtelo nazaj, zaporno izkušnjo, če karkoli pripovedoval o tem. Veliko stvari sem slišal iz prve roke. Ne? Jaz nisem sodobnik kot naša dva prisutna prijatelja, ampak sem veliko časa sem bil skupaj z Lazarjem, z starim Žilnikom, z Makavejevim in še nekim drugim ljudem, ki so priče temu času, ki smo ga videli danes na filmu. Meni je zelo sem vesel, da sem ga prvič v bistvu gledal v kinu, ker ta film je tak kulten status ima, da smo ga gledali sam prek CD-jev, DVD-jev in tako naprej, ampak mi je zelo zanimivo videti prazne beograjske ulice v tem času. Danes povsod, po vsakem kadru, ki se vidi v tem filmu, skoraj pa je nemogoče sprehajati se tako normalno. Ne? Jaz sem dosti časa vodil eno videoprodukcijo pri Fondu za humanitarno pravo v Beogradu. Nataša Kandić je bila direktorica tega fonda in sem se srečal vsak dan s podobnimi materiali, kot je Svetlana zdaj omenila, Škorpione in tako naprej. Lazar je seveda bil zraven kot svetovalec, kot ni vedno sodeloval in tako naprej. On je tudi imel svoje osebne veze z Natašo in tako naprej. Ampak v enem momentu se je pojavil tale Rekom. Skratka, Rekom je en projekt, ki se mu je reklo regionalna komisija. Ne vem, če je še zmeraj obstaja, ali je to že ugasnjeno, še zmeraj, ja. Regionalna komisija. Glavni cilj te komisije je bil, da se popišejo vse žrtve vojn, jugoslovanskih vojn, in da bi to v bistvu pripeljalo do enega stališča, ki bi mogoče izpeljal neko spravo med ljudem. Ne? Naš zadatek je bil, da v enem obdobju od 2 leti naredimo po moje več kot 120-130 kratkih dokumentarnih filmov, videospotov, reklam in tako naprej. Skratka, eno tako medijsko propagando smo ustvarjali, video propagando smo ustvarjali. In zdaj to je mogoče sekundarna stvar. Jaz bi tle poudaril v bistvu na eni pač taki zelo, ko bi rekel, avtentični osebini Lazarja, ki sem jo opazil
pri njemu, dokler smo se družili. In to je, da je v bistvu človek, ki nikoli ni izgubil duha. Imel je veliko idej, vizij in tako naprej. In jaz bi tako rekel, da je obvladal v bistvu vse sfere življenja. Človek v svojih letih se je spoznal v sodobno internetno komunikacijo, računalništvo, antičko zgodovino, literaturo, filozofijo. Veliko sva se pogovarjala, kjer na nek način jaz sem ga ful rad provociral. Imela sva mal nasprotna in različna stališča v določenih problematikah. Spomnim se enkrat ko je bilo treba narediti ko bi rekel, biti malo fleksibilen do določenih problemov. Jaz sem rekel, jaz ne bom rekel, zakaj. Zdaj je ta pravi čas, da si pač postaviš svoj makiavelizem v zagon. Sem rekel, makiavelizem? Jaz sem vse, nisem makiavelist. In takrat je rekel, a res, zanimivo, zdaj moram iti, ampak jutri bomo o tem se pogovarjali. Tudi še ena zanimiva stvar, ki nas je držala tako skup nekaj čase, on je bil ta pravi disident, moja generacija, mi nismo bili disidenti, zato ker ni bilo več možno biti disident v tem sodobnem času, ampak jaz sem izkusil tega odnosa javnega mnenja in družbe do posameznikov, ki imajo tako eno, ko bi rekel, avtohtoni zorni kot do kritike družbe. Skratka, v enem momentu, eni 6 let nazaj, sem naredil en dokumentarni film, ki se imenuje Podonavski Švabi. Tema je o stradanju jugoslovanskih Nemcev, predvsem vojvođanskih Nemcev. To je, jaz sem pač rojen in sem odraščal v tem področju, pa sem poznal dobro to tematiko. In od začetka je ta tema bila tako malo odrinjena in distancirana iz javnega mnenja. Lazar je veliko podpiral to. Po prikazovanju, po primernem prikazovanju tega filma, to se je nekako zgodilo, ko je v Srbiji na oblast, ko so prišli reformirani nacionalisti, ki so še zmeri danes na oblasti, nekako v istem času je to bilo. In takrat so, kot v njih najhujših črnih stalinističnih časih, začeli objavljati v dnevnih novicah liste, sezname, črne sezname patriotski nepodobnih umetnikov. Jaz sem se znajdel na tem seznamu na visokem 4. mestu, v krasni družbi, zelo sem bil ponosen zaradi tega, ampak je bil povod temu je bil zelo grd. Tle so tudi bili starejši ljudi, ki se niso počutili tako varno. Meni osebno se nič tazga ni zgodilo, da bi zdaj mogel reči, ja, mogel sem zapustiti zemljo, ne vem kaj, ampak se je ustvarila ena atmosfera, eno vzdušje, da so se ljudje čutili tako nezaželjeno, tako bi rekel. Lazar je zelo bil ob moji strani in v enem momentu mi je tako osebno mi je rekel, vidiš, zdaj si ta pravi režiser. To je bila ta neka, mogoče neko vzdušje ali pa ti zorni koti, ki so nas držali skup, ne samo Lazarja in mene, ampak tle je veliko ljudi bilo zraven.
2 dni pred njegovo smrt smo se pogovarjali po telefonu in še zmeri, takrat slabo je govoril, ampak še zmeri sem čutil ta močen duh, ki ga ni zapustil verjetno do ta zadnjega momenta. Kakšno vprašanje? Če ni mogoče jaz še Svetlana, ta kolažiranje, ta način v bistvu to raba arhivskega materijala, nič novega, nič originalnega v bistvu, ne? Ampak material sam, ki ga pokaže, v bistvu predvsem ta žurnal NDH-evski na koncu z prisego Pavličev, ki ga praktično ni videti, ne, zdaj, razen tistega, ki kopa po arhivih, ne, ampak da bi se kje to kazalo, še posebej tudi zdaj, ki se hoče to zamolčati, ne, oziroma ne pokazati. Pa me zanima, zdaj, če mogoče ti, Brana, veš, ali pa vi, sam, kako sploh prišel do materijala, oziroma kako smo dovolili to uporabiti, da je... Ja, čisto normalno, kot študent akademije od kinoteke uradno zaprosil za material in ga dobil. Torej, nikakšnega problema ni bilo z materialom, sploh ne. In če se spomnite, recimo, Nevidnosti bez zaštite Makavejeva, je zelo podoben postopek, ampak Makavejev in Stojanović obenem dajeta podobe zločinov. Tako da ni nobenega dvoma o tem, kaj prikazujete. Torej, ti materiali so bili dostopni za filmadžija, bi rekli, ne? In jih je on izkoristil uradno, torej to res ni bilo problematično. Jaz mislim, da ni bilo problematično ni njegovo montiranje tega materijala, ker pravzaprav, če hočete za jugoslovanski sistem v tem trenutku, za komuniste, ki so nekaj mislili, je primerjava totalitarizmov bila ne samo sprejemljiva, ampak opomin, da se ne pade v to. Torej, na ta način so tudi interpretirali mnogi, ki so gledali film. Torej, nam morda danes izgleda drugače, ker smo izgubili spomin na polarizacijo zadev in na recimo tisto, kar je zgodovinsko. Ne? Danes je revizionizem na delu. Ampak v tem trenutku to sploh ni bilo problematično. Ali je fascinanten taj Titov govor, ne? Pripremanje. Ja, to pripremanje. Jaz tega materijala ne vem, kako je prišel do tega, ker to ni bilo uradno. Žurnali dao, da. To je bilo fascinantno, takšnega Tita mi nismo videli tako nikoli. Jaz bi mogoče dodal glih vašo... Jaz se spomnim, ko sem jaz bil študent, nas so vodili v tele arhive jugoslovanske kinoteke na Košutnjaku. Ne vem, če še zmeri tam stoji ta arhiva, ampak nama so pokazali tako, to so bunkeri pod zemljo, pa nepregledno morje hodnikov in pisarn, v katerih so shranjeni vsi možni materiali jugoslovanske produkcije, plus oni, ki so po vojni ujeti, ne? Nemški, italijanski in tako naprej. In se pravi, če en film, ne vem, pač stoji na 2 policah, v drugi sobi še 4 police so sem resli filmov, se pravi, ostanki filmov. Če si ti študent akademije filmske, ti imaš dostop do vsega. Njega verjetno niso ga zanimali zmontirani pozitivi, ampak so ga glih zanimali oni ostanki od montaže in verjetno, da je na ta način prišel do tega, ko se Tito pripravlja za govor in tako naprej. To se ni pokazalo, to je stojalo tam v kotu, ampak je bilo možno videti. No, ker praktično tudi ta trenutek v bistvu bil povod za to, da bi se film bunkeriral, ne? Že takrat, zdaj pa, ne pa da bi dali avtorja zapor. Dajmo še več kakšno o Tomislavu Gotovcu, da zaključimo in se tudi njega spomnimo, v bistvu, še enkrat povem, na Rijeki si lahko danes ogledate njegovo retrospektivno razstavo v Novem muzeju sodobne umetnosti. Gotovac in Stojanović. To je bila neka zgodba, poznanstvo, vemo, da je Gotovac dejansko v Beogradu tudi posnel to svojo slavno trilogijo, da je tam bil, ampak zakaj je bil on izbira samoumevna, oziroma tudi kot sam lik, kot sam provokator, kot sam dejansko
kako bi temu rekli, umetnik, veliki umetnik, no? Gotovac kot tisti, ki se je spomnil tudi večkrat sam in sprovociral neke zadeve v društvu, zato da so najprej bili ljudje šokirani, šele potem kasneje pomislili, kaj je zares naredil. Ne? A veš, mogoče to zgodilo ti? Pa Tom je to, on je takšen, kakšen je v filmu in smo skupaj bili na študijah in on je posebej človek, on je performer, on ima svoje viđenje vsega in to je on, mislim, nije bilo tu greške, če si režiser in če imaš Toma, s katerim smo bili vsak dan na fakulteti, to je bilo to. On je tudi študiral je v Beogradu. Ja. Mislim, on je šel v kinoteko in jaz ga vidim v kinoteki, sedel je zmeri v prvoj vrsti in sem rekel, gremo na pijačo po projekcijo, on kaže, ne, jaz gledam naprej. Isti film je gledal od 2-4-8 in tako 3-4 dni zapored in se ga spraševal, kaže, čuj, stari, ker on je imel mano, težko je govoril, kaže, pa ne moreš ti enkrat vidiš film ko film, potem gledaš kostume, pa slišiš glasbo, pa gledaš fotografijo, pa gledaš to, pa ne moreš drugače. Če je dober film, moraš da vidiš vse. Zakaj je dober film? Ne? Pa ga analiziral. Bil je uvijek je bio tako oblečen, ne. Ja ga nisam drugače vidio oblečenega kot tako, ne. 4 leta, ne. No, še Svetlana, mogoče za konec, ker je praktično, bi jaz rekel, da... Ja. Je še ena zadeva, ki je pomembna v tem primeru in to je, da je on bil, kako bi rekli, dečko Vukice Đilas. Vukica Đilas pa je bila, če si lahko zamislite, izjemno provokativna oseba v Beogradu. Ne samo to, kar je ona delala, je druga zadeva, ampak njeno ime je zvenelo kot čista provokacija. In ko se ona prvič pojavila na dvorišču filozofske fakultete 68. leta, da nekaj pove, je polovica publike zahtevala, da ona odide. Mnogi so se bali informirojevcev in Đilasa, teh disidentov predhodne generacije. Ne. In ostali so pa zahtevali, da ostane. In seveda Lazar Stojanović s pojavom Vukice Đilas tudi nekaj pove, da mu ni mar za te neumnosti in da hoče poslušati ljudi, ki so bili predtem, ki so bili žrtve režima v zgodnji fazi. Ne? Tako da je ta aspekt zelo pomemben. Ne? Ta par, ki se pojavi z ene strani provokativni, performativni umetnik, z druge strani ženska, ki je hčerka Milovana Đilasa, ki hoče govoriti o 48. letu in kaj se dogajalo in ki je obenem še en aspekt, ki se ga sečajo samo tisti, ki so bili prisotni kot jaz, in to je, da je med študentkami bilo nekaj žensk, ki so hotele govoriti o feminizmu. Tudi Vukica. In seveda moška večina tega ni dopustila. No, se na filmu tudi ta moment tak pride do izraza, ko pove ona, da mu ne bo kuharica in da usta. Še kdo, če zdaj nikoli več? Drugače, da se jaz res vam lepo zahvalil. V bistvu smo na tak način počastili spomin na Lazara Stojanovića. Hvala Svetlana, hvala Marko, hvala Brana. In hvala lepa, da se še malo podružiti. Hvala i vama. Hvala lepa.